Veš, kaj je ful zanimiva stvar, ne če ste to opazila. Dajte vprašati, recimo, frende, za katere veste, da prihajajo iz premožnih familij, pa jih vprašata, v katerem razredu bi oni rekli, da so odraščali. In večina folka, middle class. Tako bajta v Ljubljani. Veš, kolikrat se meni zgodi, ker sem tako, kaj je tvoja mati dela, zdravnica, kaj dela foter? Ordinacijo. Ja, tako, foter je odvetnik, sodnik, okej. Ja, mi smo bili zmeri middle class, tako, čak. Ampak folk se počuti middle class, zato ker je to za njega default. Ja. To je za njega default. Ja. In veš, koliko folka reče lower class, ki bi mu lahko ti po številkah dal plače skupaj, rekel, to je čisti middle class. Ja. Ampak spet, to je nek default in ti misliš, da upper class je, da familija dela milijon na mesec. Lej, če čisto točno rečeva, vse ima svoje prednosti in slabosti. Kar sem se jaz fokusiral, je stvari, ki jih vidim v svojem osebnem življenju pri ljudeh, ki so odraščali v bogati družini, vidim veliko slabosti. In ne bi si želel za sebe tega. Ja, sam vidiš tudi pač ful slabosti folka. So pa prednosti to, da imaš ti doma knjige, to, da tvoj foter firmo dela, to, da ti si na valjda so plusi, če znaš to izkoristiti. Ja. Vse vedno je tako, ti dobiš ene karte zdeljene v lifeu in zelo je pomembno, kako ti odigraš to poker igro. Okay. A se kdo spomne, kaj je bil lani prvi? Ja, Asian. A ja? Ja. Ok, ajde, prve tri, ugan, Klemen, kaj je? Step sister, step mom. Ok. To je pa po moje očitni trend, po moje zdaj. A ja? Ja, tako sem jaz videl. Se ne da... Ok, bomo zdaj, še ti povej. Letos sem izjemno malo časa preživel na Pornhubu. Ja, zdaj, ker so rekel Klemen, se mi tle zdi. Ne, jaz bi rekel, to so vedno stari, te neke milf pa to. Dajmo začeti s 5. mestom. 5. mesto, to sploh ne kaj pomeni. Pinaj. To so Filipinke. Pinaj, Filipinke. Mislim, da, no. Okay. Aha, upam, da nisem zajebo, ampak mislim, da... Kaj to je? Pinaj, ja. What? Čakaj se. P-I-N-A-Y. Pinaj. Filipino, ja. Ok, 4. Lesbian. Ok, to je taka zimzelena. Ta je bila mojih cajtih. 50 let. Ja, ta je bila mojih cajtih top 5. 3. Mislim, da pričakovano, MILF. MILF, ok, ta je tudi zimzelena. Prve dve pa jaz nikoli to ne gledam. Hentai je ta prva? Druga je Japanese. Aha, ta prva pa hentai. Ta prva, bravo, je pa hentai. Hentai? Ja. Je že v metaverse hodimo. Ja. Iskreno, a ste vi kdaj bili na hentai? Ne, nikoli. Mislim, to pa res moji možgani ne morejo dojeti. No, risanko. Ja. Mogoče je situacija exciting folku, ampak tako ne morem se, če imaš ti na voljo video, ki je real. Ne vem, stari. Tako da, dajte prosim komentirati, če masturbirate na hentaja. Če kamere ne obstajajo, pa se rišejo porniči, to štekam. Pač nimaš tega, da real thing, ampak tako. A rečemo, če nam dajo, da zrihtamo mi to, mi trije. A bi vidva šla, tako pokliče Golob ali pa Golob in predsednica. In on reče, kje ste fantje? Reče, fantje, mi vas rabimo za državljansko dolžnost. Vse to, kar ste govorili, ta IT sistem, transparentnost, ko keša rabite, pa bi vi to naredili. A bi vidva sprejela ta poziv, recimo, da bi za državo naredila nekaj takega? Ja, jaz bi, če bi bil že milijonar. Aha, ne, vse ti oni rečejo, mi te bomo naredili milijonarje. Ne. Jaz mislim, da to je napačen pristop. Zanj so me vprašali na Instagramu, za koliko denarja bi šel za predsednika vlade. Ne sme biti vzgib monetarni. In jaz mislim, da ne sme biti. Ja. Se pravi, to mora delati nekdo, ki dela to res za državo, za prihodnost. Je Golob prvi, verjetno, v slovenski politiki, ki bi lahko, ker je bil finančno preskrbljen. Po moje, on ni šel za cash v to.
ker je ful manj zasluž. Ja, Se to je jasno. Mislim, tle bi zdaj kdo rekel, ja, on po uradni plači manj zasluži, ampak vse dile, ki bo lahko zrihto. To ne vemo, le to zdaj. Jaz sem vedno govoril tudi javno, da smo premalo obdavčeni SP-ovci. Ampak govorim o globalnih trendih. Sam ta komentar pa ne bo to imam sodelavci, imam tudi debate. Ampak ta komentar pa po najmanj popularen ali pa najbolj disliken komentar v zgodovini ideje in TikToka, slovenskega TikToka, da Klemen Selakovič reče, da bi nas mogli bolj obdavčiti. Mislim, tudi če bi mi bili tako 0,5% obdavčena SP-jo, pa bi ti rekel, ne, meni se zdi, da je to malo premalo, bi več folka reklo, stari, ne ga srat. Kaj ti govoriš? Tudi če bi dal davke ful, še više kot to, jaz bi še vedno imel odprt SP. Ne gre se toliko zame. Jaz pravim tako, spodbujanje česa bi lahko delala Slovenija. Okay. Usklajena s prihodnostjo. Vprašanje zate. Do koliko procentov bi ti še vedno imel SP pa plačeval te prispevke Sloveniji? Pa od katerega procenta gor bi rekel, ok, od tega procenta naprej, I'm out, se selim iz Slovenije. Da bi se prav preselil. Ja, ker pa bi rekel, ne, jaz ne bom dal več tega procenta in potem pač ti ne moš biti več rezident Slovenije, bi se preselil nekam, kaj je daljšem bolj ugodno. Ja, 30-40%. A pa tudi tam je zanimiva, ker je lih o varnosti. Pasovi v avtomobilih. To je bil cel halo, kaj je prišel, da se moramo zapenjati. Ja. Nekje v 60-ih. Mislim, da so to uzakonili v Ameriki. In folk je bil tako, ne. To so bili protesti pred temi zgradbami upravnimi, da to pa ne. Da takrat so avti imeli še tako sedežno. Ja. Tako, samo, se pravi, zic je bil en sedež, nisi sploh imel, ne. Ločeno, tudi spredi. In se folk ni zapenil. Ker pas ni obstajal, ne. Se mislim, da pas je Volvo patentiral. Pa so dali ta patent po free. Tako. Mislim, da so bili še primeri, ko je folk umrl zaradi pasu. A veš, zgodila se je nesreča. Ja, in ga je preveč. In on ne bi umrl, če ne bi bil prevezan. In pa so te primere. Ne, pa veš, zakaj se je to zgodilo? Točno vem, zakaj se je zgodilo. Ker ta sedežna ni imela naslona za glavo. In si ti v bistvu. In njega je v bistvu zategnil. Pa nazaj. In poga, ki ga je nazaj, mu je pa glavo nazaj. Tako, ja. In mu je izgubil vrata. Ne. Ja. Zdaj pa imaš te. Zato so te. In to veliko folka si ne nastav pravilno. Oni se usedejo in imajo tako. Ja. Ne, ti moraš ta vzglavnik, moraš imeti kleja. Ja. Večino folka ne sanjari o Victoria's Secret modelu. To tako zgleda, ampak v praksi ni tako. Večina folka, ko zapre oči, ne masturbira na Victoria's Secret bejbo. Masturbira na najboljšo sošolko. Masturbira na bejbo, ki je tako, enkrat se z njo pogovarjal, sam njo pa mogel dobiti. Na te neke nerealne bejbe. To je tako oddaljeno, da si ti da res sanjaš, moraš vsaj mal verjeti ali pa malo videti, kako bi ti to lahko uspel. Ker drugače so te sanje tako preveč so velik in se ne moš uživeti. Jaz mislim, da če bi ženske vedle, kolikrat na dan poprečen tip pomisel na seks, pa koliko je to fantom v ospredju v življenju, recimo, kjer vse stvari delajo zaradi tega. Če greš res... Če bi ti vedel, kolikrat bejbe pomisel. Ja, točno to no, ampak zdaj govorimo... Ja, bi tudi bil šokiran. Kako pa videl, veste? Tvoja punca, ti si dopoldne v službi, ona je sama doma, se zapre v sobo in masturbira na svojega sodelavca. A je to varanje? Ne. To ni varanje. Kaj pa ta sodelavec sedi zraven in gleda? Se pravi, to pa je varanje. Se pravi, nekje med tem, da ona masturbira, pa razmišlja o njemu, pa k tem, kaj je on v sobi, nekje vmes je to. Kaj pa, če si ona tekstira med tem, kaj masturbira? Z mano. Z njim. Z mano, ampak ne razmišlja.
Kaj pa si teksta? Ja, lahko začnemo s tem, da pomagaj mi, da mi pride. Ne? Tako. A je to varanje? Napiš mi pokvarjene stvari, Damir. Ja. To je varanje. Kaj pa, če sam tako se tekstira z njim, kako si kaj, pa ona vsem to zraven dela? To pa ni. To pa ni, ja. Wow. Zanimivo pobič, tam nekje. Ja, tam nekje vmes. Težko ga je, veš. Ja. Pokazati s prstom, ampak... Itak, ko smo imeli kripto epizode, pa kripto nasplošno veliko govorim o tem, dobim tudi veliko, tako kot verjetno ti, DM-ov mladih fantov in odsvetujem tradanje. Že kot koncept. Nimaš znanja, nimaš izkušenj, nimaš pojma, kaj se dogaja. Tako da edina stvar, ki jaz priporočam, je investiranje in izobraževanje okoli tega. To quick, easy money, to je sam quick and easy, da boš zgubil denar. Lej, jaz sem tako rekel. S tradanjem se da priti do keša na hiter način. Ampak če ti sprašuješ to vprašanje, ti tega nisi sposoben. Ja, to je dobro. Ja. Zato, ker če bi ti bil to sposoben, bi se to šel in zato, ker imaš verjeten IQ 140-150, bi to šlo. Ja. Tako pa sorry, ne gre. Ja, te, kam jim deluje to, niso šli naju sprašvati. Tako. Okay. Spet zablurat, rit ali zize? Rit. Ker tole bo na TikToku pošmel probleme spet, ne? Ja. Ne, to pa sem velikrat. Rit. Rit ali zize. Ja, jaz bi tudi rekel, no. To smo tudi me že ne uporabljam izraza zize, nikoli. Pač tako, malo mi je smešen, ampak prsi ali zadnica, ne, mi je zadnica vedno bila bolj pomembna. Ne. Ja, meni tudi. Tako da včasih sploh nisem opazil prsi, a ne, tako če je kdo rekel, lej, ima ta velike joške, ne, nisem tega, sem mogel prav zavestno iti pogledat, ne, tako da ni to v mojem sistemu kot ful pomembno. Prvi avto? Toyota GT86. Jebote. Ti si takoj šel na The Real Deal. Moj bil Punto, Fiat Punto. Ja. Ne, sem imel tudi prej avto, ampak to je bil prvi avto, ki si ga skupil. Prej sem jaz vozil avto od mami, od punce. Ja, ampak tvoj prvi. Ja, to je bil moj prvi avto. Ker nič izziher, a je smiselno iti na recimo zdaj, ko se upisuje na fakt za nekega prevajalca pa tako naprej. Ker tako... Koliko stvari moš ti ignorirati o tehnološkem razvoju, pa o svetu, ja. Pa o svetu, da nisi čist prepričan, da to bi šlo še čez, ali ne. Mislim, če malo štekaš, kaj se dogaja, veš, da to so poklici, ki bojo naslednji izumrli. Ja, definitivno. Kar nikoli ne pomeni, da ne bomo več imeli dobenega prevajalca. Se to sem hotel zdaj. Ampak ti verjetno ne boš med top 1%, ki bojo obdržali te jobe. Zdaj, konkretno ful dober primer. Tina Maze. Ja, kaj se je Tini Maze zgodilo? Ja, ona je... Največja carica, vsi jo nosimo po rokah. Ona je heroj, slovenski heroj. In kaj se pa zgodi, če se spomnite? Hoče več keša. Tako ona reče... A ni hotela ona sama trenirati? Ja, sej, ona premalo še dal keša, zveza. Tako, ona je zahtevala več keša. In kaj se je pa zgodilo? Noben več ni nosil po rokah, zdaj bila pa ona lačna denarja, pokvarjena. Takole. V prvem letniku, to je bil en prvih treningov, trener reče, vi tukaj zdaj ste vsi v eni izmed najmočnejših lig evropskih. Prva nemška liga, prva španska liga, prva angleška. Ko boste drugi letnik, boste v drugi ligi, drugi nemški ligi, drugi italijanski ligi, drugi. Ko boste tretji letnik, boste v prvi slovenski ligi. Ko boste četrti letnik, boste v drugi ali pa tretji slovenski ligi. Tako, mentalno. Ne? Se pravi, ko si ti 14-15, zdaj večina 14-15 letnikov, ki trenira fuzbal, oni ne trenirajo zato, da bojo igrali v prvi slovenski ligi. Oni trenirajo zato, da bojo igrali v Manchester Unitedu. Ko bojo stari 16, ne? Bojo že malo bolj razumeli fakt, težko je priti v reprezentanco. Sprav, reality sinka in. Tako se začne. Ja. In si bojo rekel,
Pa dobro, bojo že v bistvu se zanimali, kakšne so plače v drugi nemški ligi, pa drugi Pa italijanski reče pa ligi. 7,000 na mesec. A veš, zato, ker ti ko greš čez te selekcije, ne, se približuješ članom in vedno več v bistvu veš o tem. In pol si v bistvu mladinc prvo leto, ne, in rečeš, pizda, čez 2 leti, ko bom šel v člane, dobro bilo, če bi bil v prvi slovenski ligi. Pa ki si na koncu, prideš, pa vidiš, ok, 2 iz ekipe boste šla naslednjo leto, boste podpisala, ali pa recimo ste lih podpisala pogodbo za člane, pizda, da bi jaz šel vsaj v drugo ligo igrati fuzbal. In to je resnica. Ful dobro je to povedal. Ja. Koga vidita na plaži, da je najmanj samozavesten? Da se najbolj ukvarja, a on zdaj izgleda dobro ali ne izgleda dobro. Kdo se na plaži največ s tem ukvarja? A. 50 let star Joža z pivskim trebuhom. B. 22 let star fitneser z skoraj perfect six-packom. Samozavest Jožeta z pivskim trebuhom je skoraj zmeri ful višja, kot s fitneserjem pa 22, 32, 42, ker je začel s fitnessom zaradi samozavesti, je zdaj tako model, six-pack imaš, ja, niso 8-packsi. In vidiš, da mu pomaga, ja, kao mi pomaga in pa ga vidiš in tako ne zgleda, da ti ful pomaga. Ja, res je, se strinjam. In je v bistvu nek ta game, ki ga ne moreš zmagati, ker se ga lotil na napačen način. Sam je pa bolj zdrav. In najbolj me je to zadel, kako je on rekel, sprašuje Joe Rogana, ne? A te lahko naredi nekdo jeznega zunaj, ne? On tako, ja, valjda te lahko nekdo. Nekaj reče, pa si jezen, ne? Pa on tako, a te je on naredil jezenga, ne? In mu da primer, kaj če jaz zdaj začnem po indijsko tebe žaliti? In te žalim, ampak ti ne razumeš tega jezika in se enostavno nič ne bo premaknil. Če pa jaz sam jezik zamenjam, da ti začneš to razumeti, te bo pa kar prizadel. Besede so pa iste. Ne? In s tem je ful enostavno dokazal, kje je izvor trpljenja. Sam s tem, ne? Da ne more biti zunaj tebe izvor trpljenja, ne? Ampak je v tvojemu zaznavanju teh držljajev. Ne? In po mojem, ko se človek enkrat začne zavedati tega, neha popravljati zunanjost, pa gre noter, zato ne rabiš na ayahuasko. Ker ayahuaska je zunanja stvar. Načeloma ne rabiš. Ne? Enim je pomagal, enim je slabš, vse en. Hočem to povedati. Ne? Noter si lahko ti miren in nikoli ne greš na ayahuasko. Ne? Ali pa na kope, ali pa na tajsko, ali pa karkoli. Trpljenje je odnos do bolečine. Ja. Sicer, vem, kaj s tim misliš, meni 99% tajske ni všeč. Ja, res. A veš, kaj folk... Jaz sam Kopangan, pa Chiang Mai. To dvoje meni cool. Ja, jaz niti Chiang Mai ne bi dal. Ne? To imaš, a templi ti niso už. Veš, kaj so templi? Templi so full nice, da jih enkrat v lifeu doživiš. Ko jih enkrat v lifeu doživiš, pa saj jaz nimam kapacitete, da je spet full doživeti ne vem kaj med tem, ko se sprehajam po templu. Jaz se doskrat pomislim na to, da dlje kot smo živi, več časa smo izpostavljeni nekim tragedijam, ki se nam v lifeu zgodijo. Moja starša sta še vedno živa, verjetno ne bo ta večno živa. In podobni in ostalim tragedijam. Mislim, jaz sem fantastično, lahko da se meni kaj zgodi, lahko da se folk, ki ga imam jaz najraje, kaj zgodi. In jaz doskrat pomislim na to, da sem hvaležen, da sem do zdaj imel ful dober life, da je nekako mati narava poskrbela zame, da nisem imel nekih, mislim, jaz poznam folk, ki je imel res, mislim, bad life. Ampak hkrati sem realen, da ja, dlje, ko sem na svetu, večja šansa je, da bo enkrat nek moment, ko se mi bo life zrušil, ko bo neki, ki zašejka vse skupaj. In moje upanje je, da do 50. rojstnega dneva da bo teh stvari čim manj, pa da bom jaz dovolj strong, da me ne bo zjebal do 50 leta. Ker ful manj folka to govori, ampak mi smo zdaj, veš, največ teh osebnih tragedij se začne zdaj v naši starosti dogajati, po 30.
tako, lagajte zdaj na Google, pa napišite happiness graf, dajte si pogledati, kdaj začne to ful padati. To je zdaj v naših letih.